Zaradi izgradnje podvoza bo na Pragerskem do konca maja 2023 popolnoma zaprta Ptujska cesta. Kaj ta zapora pomeni za krajane Pragerskega, nam je povedal predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj Matej Arnoš. Predvidena zapora Ptujske ceste je do 2023 maj. Po elaboratu o zapori ceste so urejeni obvozi. Sicer se še trenutno tudi dogovarjamo z naročnikom in izvajalcem del, da kolikor je možno se določeni del obvoza elaborat spremeni, da skrajšamo te razdalje. Trenutno pa tudi smo preko javnih sredstev za obveščanje krajane obvestili o sami lokaciji obvozov, kar se tiče za osebna vozila, traktorje oziroma ostala motorna vozila. Kar se pa tiče osebnih prehodov za pešce in kolesarje, je trenutno urejen prehod čez železniške tire tukaj v neposredni bližini, čez tako rekoč star nivojski prehod. V bodoče pa, ko se bo začelo s prvo fazo izkopa podvoza, to bo v kratkem, pa se bo ta prehod preselil na novo izgrajen začasen prehod nekaj metrov nižje proti postajnem poslopju. Kje pa poteka obvoz za osebna vozila? Obvoz za osebna vozila po elaboratu poteka čez Šikole, obvozno cesto Ptuj, Bistrica in nazaj na priključek proti Pragerskem trenutno. So morda tudi kakšne druge možnosti, da bi se potem obvoz kje kasneje uredil? Ja, mi sami vidimo tudi drugo možnost, to je skrajšano razdaljo prometnega režima s strani torej Štrgojnca pa na obvozno cesto proti Pragerskemu oziroma ob izgrajenima cestama ob tirih Pragersko-Slovenska Bistrica čez nivojski prehod pri tako rekoč rečeno smetišču in nazaj vračanje proti na po drugi strani izgrajeni gradbiščni cesti trenutno mimo gasilskega doma in do vasi Pragersko. Vemo, da gre za izjemno velik projekt. Kakšna bo torej predvidena časovnica nadaljnje ureditve? Ja, seveda gre za enega največjega projekta v Sloveniji oziroma največjega tudi na naši občini, krajevni skupnosti. Kot je znano, gre za 90-milijonski projekt, ki je bil dolgo pričakovan. Trenutna časovnica same izgradnje projekta pa torej na tem mestu, ki stojimo v zelo kratkem času, bo v prvi fazi prišli do izkopa prve faze podvoza, zato kasneje tudi druge, se pravi na drugi strani tirov, na pragerski strani izkopa podvoza. V začetku meseca decembra letos se bo pričela tudi rekonstrukcija železniškega postajnega poslopja, najprej v prvem nadstropju, kasneje tudi nižje. Trenutno tudi poteka izgradnja podhoda in seveda kasneje tudi zamenjave tirnih območij, vodotokov, različnih cest in tako naprej. Trenutno tudi se izvaja tako rekoč oziroma tako rečen lok, to pomeni iz smeri Rače proti Cirkovce Ptuj, na katerem smo tudi opozorili izvajalca, da je potrebno poskrbeti za dovozno cesto oziroma dostop do tam, kjer bivajo stanovalci, torej tako imenovani podaljšek Prešernove ulice. Kdaj bodo torej po načrtih zaključena vsa dela, kdaj si bodo lahko krajani oddahnili? Ja, mi si prizadevamo, da bo to v skladu s pogodbo, torej rečeno oziroma kot rečeno in zapisano 25 mesecev od uvedbe del, tako da tam v poletnih mesecih 2023 vsi želimo, da bomo lahko zaključili z tem oziroma da bo izvajalci lahko zaključili s tem projektom in bomo lahko v neki novodobni in varni kraju, novi železniški postaji bivali bolj kakovostno in varnejše. In kaj o tej zapori meni krajan Pragerskega? Za nas kot krajane to pomeni zelo dobro,
Saj že 30 let čakamo za to, da se to uredi, zato ker smo zelo, glede prometa je bilo zelo napeto, ne, ko bi rekel. In zdaj pač imamo voznice okrog, ne, in upamo, da bo enkrat končano to in makar bo malo dolgo trajalo, to 2 leti, ne, ali 3, koliko, ne. Samo upamo, da bo enkrat. In hvala Bogu, da se kot letos država, zelo dosti se gradi, kot železnice, kot ceste, vse dejansko se zelo premika, sploh pa Pragerčani. No, jaz nisem tako dolgo tu, jaz sem 30 let nekje tu in hvala Bogu, da se to uredi, kateri so še pa dalje, pa so še bolj srečni. Zdaj se pač moramo voziti malo dalje okrog, kot uvoznico, ne, in zdaj se pač pripeljamo tu do enih 200 metrov nazaj, ne, pa avto tu pustimo, pa gremo pač peš čez progo prek. Torej nimate zaradi tega kakšnih večjih težav? Ne, malo pač sprehodimo se malo. Hvala Bogu, da promet vidimo, da teče normalno, ne. Malo vidim zdaj, da so poplavo naredili to dole, ker je neka cev počila ali kaj takega, ne, in vse plava dole, ne. Tako da, ne vem, glavno zadovoljni smo, da se sploh dela to, ne.